Vidim, da ste bližje sonce z dobo v 1 minuto, prej ste začeli. Lep pozdrav vsem, ki ste prišli danes na to budnico. To je že tradicionalno in prav je, da za 1. maj začnete tu pred občino in seveda, da se potem dogodke dogajajo po celi občini, seveda ob 11. povabljeni vsi tudi na Šentvid. Nekako 1. maj je seveda že tradicionalni praznik, predvsem z nekako, da se borijo na začetku za delavske pravice, za krajše delovne čase, za večje plače. Danes pa je 1. maj tudi nekako simbol za borbo za boljše življenjske pogoje. Seveda, jaz moram povedati, da še vedno so aktualne tudi predvsem delavske pravice, predvsem pa si želimo vsi, da so delovna mesta kvalitetna, želimo pa si predvsem seveda kvalitetnega življenja. Zato seveda tudi v občini Brežice poskušamo z raznimi aktivnostmi, z raznimi investicijami in podobnimi stvarmi pripraviti boljše pogoje dela. Seveda si pa želimo tudi še marsikaj več, predvsem zato, da imamo kvalitetno življenje, zato seveda tudi z raznimi spodbudami pomagamo marsikaterim, tako društvu, ljudem in vsem ostalim. Predvsem seveda je skrb za zdravo življenje in pa podobno. Ob tej priložnosti pa seveda moram povedati, da s tem, ko pomagamo marsikaterim društvom, nas tudi vi razveseljujete. Jaz vam čestitam, da ste uspeli tudi na zadnjem tekmovanju dobiti zlato medaljo s pohvalo in vsa čestitka tudi vam. S tem seveda ste najprej dokazali, da ste pridni, delovni, predvsem pa seveda ste promovirali tudi našo občino in pa naše kraje. Vsem vam želim seveda vse dobro po 1. maju, prazniku dela. Predvsem vam želim seveda, da bi bilo delo kvalitetno plačano in pa seveda, da bi bila tudi kvaliteta našega življenja čim boljša, čim bolj enakopravna. Hvala lepa, da ste prišli in prosim, nadaljujte. Oziroma, mislim, da bo še predsednica krajevne skupnosti vas pozdravila. Dobro jutro, drage Brežičanke, drage Brežičani in vsi, ki ste prišli od vse povsod, tukaj v naše krasno mesto, ki tudi v maju praznuje, tako da 1. maja, evo, tako lepo začenjamo mesec tudi našega mesta, ki se je potem po letu 1353 zelo lepo razširilo, tako da številni, ki mogoče takrat ne bi bili meščani, ste zdaj že meščani in dobrodošli in hvala Bogu, da je tako. Jaz bi tudi čestitala orkestru, hvala Bogu, da vas imamo in srečni smo, da vas imamo, tako naprej, da se veselimo nastopov, se veselimo koncertov, se veselimo novih uspehov, ker vsak tak uspeh, rečemo, je super, ampak dajmo še bolj. Kar se tiče naše krajevne skupnosti, smo veseli, da je nekaj novega tudi od lanskega leta. Imamo končno dobro, lepo pisarno v mestni hiši, deluje tam tudi mestna galerija, lahko prijete si pogledati, odlično razstavo Društva likovnikov Brežice, ki letos obeležuje 60 let delovanja. Tako da to, mislim, lahko končno stopite tudi v prostor naše krajevne skupnosti, ki sicer žal zaobjema samo večino mestnega jedra, tam do Trdinove in Majstrove, ampak vseeno skuša čim bolj združevati celotne Brežice. Torej, moja dolžnost je samo še to, da potem, ko bomo lepo pokorakali po naših lepih glavni ulici, da potem nadaljujemo to druženje v kavarni ob vodovodnem stolpu, ki je tudi velik ponos našega mesta, ki tudi letos praznuje 110-letnico gradnje. Mi praznujemo, stolp ne praznuje sam po sebi, ampak mi praznujemo. Mi si želimo to poudariti, da je vodovod pri nas že 110 let, kar je nekaj izjemnega, tako v slovenskem kot v svetovnem merilu, ker veste, kako pomembna je voda, kako pomembna je čista voda, kako pomemben je dostop do vode, veste, kako številni po svetu trpijo in imamo pač vse povsod žarišča in to, da živimo v miru in da se lahko na to jutro družimo, je res en blagoslov in velik privilegij. Tako da prosim, da ne greste domov, imate dovolj časa še do 11. do Šentvida, skupaj z godbo bomo potem nadaljevali v kavarnici. Ko se družimo, se imamo lepo in se imamo lepše, naše življenje je lepše zato, ker smo družba, ker smo skupnost, ker se znamo imeti dobro, ker znamo stopiti skupaj in ker znamo take dogodke preživeti tudi skupaj. Tako da hvala lepa, da ste prišli, hvala godbi, da je z nami, hvala županu.
Hvala.